Še preden se je črnilo na deklaracijo o neodvisnosti Slovenije dobro posušilo, se je zgodil, recimo mu kar izvirni greh slovenske tranzicije. To je zgodba o prvem velikem finančnem škandalu, ki se je zgodil v samem zanosu rojstva naše države. Sredi jeseni leta 1999, ko je naša država, veste, komaj zares zadihala, je kar naenkrat izginila ogromna vsota javnega denarja. Ja, preračunano na danes, gre za 20 milijonov evrov. Kar tako, izpuhtelo. In seveda vprašanje, ki se postavi takoj, kam je šel ves ta denar? To vprašanje odmeva, verjeli ali ne, že več kot 30 let, uradnega odgovora pa nikoli. No pa poglejmo skupaj, kaj se je v resnici dogajalo in kakšne sledi so, če sploh kakšne, ostale za vsem tem. Torej, gremo po vrsti. Formalno se vse skupaj imenuje afera Slovin. Zakaj Slovin? No, ker se je prav to podjetje znašlo v epicentru dogajanja. Kaj je bilo torej v ozadju? Šlo naj bi za ponesrečen uvozni posel z nekim beograjskim podjetjem. Vse skupaj pa je potekalo prek Jugobanke. Seveda, posel se je izjalovil. Denar pa, takrat so precej cinično rekli, da je preprosto splaval po vodi. Res, kar tako. In kakšno naključje, kaj ne? Podjetje Slovin, ki je bilo takrat res velikan ponos jugoslovanske vinske industrije, je kmalu po tem poslu šlo v stečaj. In s tem je seveda vsaka možnost, da bi država dobila denar nazaj, zavedno izginila. Ampak kako je bilo kaj takega sploh mogoče? Da bi to razumeli, se moramo prestaviti nazaj v čas, v res izjemno kaotično obdobje rojstva naše države. Samo pomislite za trenutek. Plebiscit. Potem vojna za neodvisnost, pa menjava celotnega denarnega sistema. To mi je bil samo kaos. To je bil popoln pravni in finančni vihar. In v takšnih razmerah, to je idealno gojišče za sumljive posle, kjer se sledi za denarjem izgubijo, kot da jih nikoli ni bilo. In točno v tem vrtincu, ko so se stare inštitucije podirale, nove pa so se šele postavljale na noge, je nekdo je odobril ta neverjetno tvegan posel. In to z javnim denarjem? In to nas pripelje nazaj k ključnemu vprašanju, kako je to sploh lahko šlo skozi. V vsaki dobri zgodbi sta glavna lika, kaj ne? Poglejmo si dve osrednji figuri te afere. Zanimivo je, kako različno sta jo odnesla. Na eni strani imamo ministra Maksa Bastla. On je bil tisti, ki je moral zaradi afere odstopiti. Ampak pozor, kasneje je postal eden najbogatejših Slovencev. In na drugi strani Viktor Žakelj, opozicijski politik, ki je vse skupaj razkril in si s tem praktično zgradil kariero. Res, dve popolnoma različni usodi, en sam škandal. In ta izjava, ta res pove vse o takratni miselnosti. Minister Bastlel je škandal odpravil z besedami: "Se gre vendar samo za papir, čemu vas ta cirkus?" Samo za papir. Govorimo o milijonih evrov javnega denarja. In medtem, ko se je preiskava uvlekla in uvlekla, je Bastlov poslovni imperij cvetel. Nikoli ni bil kazensko ovaden. In kar je še posebej zanimivo, njegove poslovne poti so ga kasneje pogosto vodile v Beograd. Ja, točno tja, kamor naj bi prvotno odromal slovenski denar. Res, zanimivo naključje. Dobro, ampak kako je mogoče, da za tako ogromno luknjo nihče, ampak res nihče, ni odgovarjal? Zdi se, kot da je bila cela zadeva, pometena pod preprogo. Poglejmo, kako jim je to uspelo. Zaporedje dogodkov je res poučno. Najprej je premier Peterle obljubil celovito preiskavo. Seveda. Potem so ministra Bastla razrešili, kao prevzel je politično odgovornost. Ko so hoteli ustanoviti parlamentarno preiskovalno komisijo, jo je vladajoča koalicija blokirala. In pika na i, kriminalistična preiskava s 26 detektivi se je končala brez ene same obtožbe. Vse poti do resnice so bile sistematično zaprte. In zdaj pa pride tisto najbolj neverjetno. V celem letu te velike kriminalistične preiskave ključnega akterja, ministra Bastla, sploh niso povabili na informativni razgovor. Niti to ne. Seveda se je takrat takoj pojavil očitek, ki lebdi v zraku še danes. Ali je preiskava namenoma ščitila politično elito? Dobro, vse to se je dogajalo pred več kot 30 leti. Zakaj je ta zgodba sploh še pomembna danes? Kakšna je njena zapuščina? Ker tukaj, poglejte, nikoli ni šlo samo za denar. To je bil, kot rečeno, izvirni greh naše tranzicije. Ta afera je v genetski zapis naše mlade demokracije vcepila eno zelo nevarno sporočilo, da lahko ogromne vsote javnega denarja izginejo, pa zato na koncu nihče zares ne odgovarja.
In tako imamo danes pravzaprav dve resnici, ki živita vsaka svoje življenje. Na eni strani je uradna zgodba. Ta pravi, da je šlo pač za slabo presojo, napako, ki se je zgodila v vsesplošnem kaosu. Na drugi strani pa je tista druga, tišja zgodba. Ta šepeta o namerni prevari in o tem, da je bila cela stvar zavestno pometena pod preprogo. In tako ostaja to ključno vprašanje odprto, tudi po vseh teh letih. Je bila afera Slovin samo ena velika, nesrečna napaka v zmedi rojstva nove države? Ali pa je bila morda to prva poteza v igri? Neki načrt, ki je postavil temelje za vse tiste finančne škandale, ki smo jim bili priča kasneje? Odgovor? No, ta ostaja v zraku.